Mejniki identitete. Škofjeloški pasijon je literarno delo z versko vsebino in hkrati dramska uprizoritev, ki je pred 3 stoletji med nastopajoče vključila več 100 prebivalcev Škofje Loke in okoliških vasi. Kot literarno delo v slovenščini, pisano v lokalnem loškem narečju in v obliki baročne pesnitve s tekočo rimo, je biser slovenske literature spod peresa patra Romualda oziroma Lovrenca Marušiča iz Štandreža pri Gorici ter hkrati najstarejše povsem ohranjeno dramsko besedilo v našem jeziku in najstarejša ohranjena evropska režijska knjiga iz baročnega obdobja. Po osamosvojitvi Slovenije so pasijon kot prikaz pokorne procesije na škofjeloških mestnih ulicah obnovili in že večkrat prikazali. Zdaj se pripravljajo na leto 2021, ko naj bi z njim počastili uradno 300. obletnico pisno potrjenega prvega pasijona. Od konca leta 2016 je bil škofjeloški pasijon, procesijo Lokopolitana, vpisan na UNESCOV seznam nesnovne kulturne dediščine sveta. Prva podoba. Raj, angel. Iz paradiža tega veselega luštnega kraja poberite se, Adam in Eva, vam angel šraja. Zakaj tukaj vas je ta kača močno zapeljala in v vas z velikimi nadlogami obdala? Tukaj je samo to prebivališče te nedolžnosti, katere ste vi tukaj skozi gre zgubili. Poberite se tadaj k ti veliki revnosti, v kateri boste noč in dan upili. Da bi razumeli vso veličino škofjeloškega pasijona, moramo razumeti baročni čas, v katerem je nastajal. O tem pater dr. Metod Benedik, teolog in zgodovinar, eden od pobudnikov obnovitve pasijona v modernem času. Mislim, da se je vsekakor treba v izhodišču obravnavanja loškega pasijona ozreti na neko širše okolje. Namreč v evropskem prostoru se že predtem, preden je prišlo do škofjeloškega pasijona, so različne dramske prireditve, čisto cerkvenega značaja, to je jasno. In iz tega ozadja izstopa tudi loški pasijon. Drugo pa, kar je recimo prav značilno za to, če odgovarjamo, zakaj pri kapucini, zakaj ga kapucini izvajajo, na kakšen način, je pa treba reči, da je po ozadju še specifično ozadje, ki je povezano s kapucinsko dejavnostjo. Kapucinski red moram seveda kratko predstaviti. Začne se v 16. stoletju, 1525, začetki 1528 je potrjen, se širi predvsem po Italiji najprej, potem Francija, Švica in naprej. Potem pa pridejo 1591 v Gorico, prav na današnjem, znotraj današnjih slovenskih meja, je pa 1606, prvi samostan v Ljubljani, potem v Celju 1609, potem si pa zelo, zelo hitro sledijo drugi samostani. Tako da postane proti koncu 16. sploh pa v 17. stoletju tako. Postane kapucinski red glede na število samostanov in število redovnikov sploh najmočnejša redovna skupnost, ki je kdajkoli obstajala na Slovenskem. Za to redovno skupnost jasno vključi se v delovanje rekatolizacije, s tem namenom kapucine pokličejo škofje v deželo. Predvsem je tu pomembno oznanjevanje Božje besede, kot so poudarili evangeljska pridiga, torej res pridiga, ki temelji na evangeliju. Potem se zelo hitro vključi v dejavnost tudi spovedovanje,
Kar pa zadeva njihovo notranje, duhovno življenje, je pa med drugimi, sej več da takih značilnosti bi lahko menili, ampak vsekakor ena posebnih značilnosti je, da se zelo veliko posvečajo tudi premišljevanju Kristusovega trpljenja. Poznamo pravzaprav celo vrsto raznih knjig, ki so nastali tako v nemškem, francoskem, italijanskem okolju, in imamo potem tudi v naših knjižnicah, kolikor so hranjene, tu mislim predvsem na Škofjeloško, kar več teh del in se tudi vidi, ko vzameš to knjigo v roko, se vidi, da so jo res uporabljali, to se pravi, oni so prebirali in premišljevali Kristusovo trpljenje. Če gremo potem nekoliko bolj konkretno že na samo prireditev oziroma izhodišče Škofjeloškega pasijona, se je treba ozreti v Prago, tam so čisto začetki. Glejte, treba je reči tudi to, kapucini na Slovenskem pridejo, bi rekel, v povezavi s to veliko misijo svetega Lorenca Brindeškega, njega praški nadškof pokliče Berka, Praga je bila takrat skoraj da protestantska in on jo hoče rekatolizirati in pride sveti Lorenc, pa še 10 njegovih spremljevalcev, kapucinov, ustanovijo samostan v Pragi, na Dunaju in v Gradcu. In to se potem razširi, potem pa na Češkem, na Avstriji in na področju današnje Slovenije začenjajo nastati prvi samostani. To je bil prvotno češko-avstrijsko-štajerski komisariat, to je bila taka upravna enota. Tako da so patri tudi pravzaprav obvladovali celotno tole ozemlje. Leta 1608 se to že nekoliko razdeli, ker je bilo geografsko zelo, zelo široko. Je pa zanimivo namreč, da je en pater, ki je kasneje potem prišel v Ljubljano, Fortunat iz Verone. On je živel, deloval v Pragi in tam so ustanovili spokorniki, to je bila skupina spokornikov, ki so bili pa zelo tesno povezani s kapucinskim samostanom. Torej, ustanovili so eno svojo skupnost, se posebej posvečali premišljevanju češčenju Kristusovega trpljenja in na Veliki petek so oni pripravili spokorno procesijo. Je ohranjen dokument, s katerim je papež potrdil to procesijo. In noter v tem dokumentu tudi navaja, kako je ta procesija izgledala. Recimo se vrstijo spokorniki, oblečeni v bele, črne halje, bičajo se, velike križe nosijo zase, tipična spokorna procesija. In ta isti pater potem pride v Ljubljano. On je bil potem ljubljanski predstojnik med 1608 in 1613. On potem začne v Ljubljani s pasijonsko procesijo. To nam pa dobro zapiše škof Hren, tedajni ljubljanski škof. Hren zapiše, pravi, da je ta pater njega prišel prositi, da bi v Ljubljani lahko imeli procesijo. In so jo dejansko začeli. Naslednik patrov Fortunata, pater Just, je bil pa tak zelo strog mož. In mehen pred tem je generalni kapitel prepovedal, da bi uvajali kakršnekoli, kot so oni rekli, novotarije. Just je o tem videl novotarijo in je rekel, pasijona ne bo več. Hren se je takrat zavzel za to in je pisal celo generalnemu ministru, vrhovnemu predstojniku kapucinskega reda in prosil, naj vendar to hrani. Pravi, pri nas se je že uveljavil, domačini, tujci ga radi pogledajo. Pravi, Just je pa tako se razkuril proti temu, da so potem vso to opremo skrili v frančiškanskem samostanu, ker so se bali, da bi on vse skupaj skuril. Dejstvo je, da se je pasijon ohranil in Valvazor ga opisuje v slavi vojvodine Kranjske. Niso govorili pač ljubljanski, ampak preprosto pasijon, oziroma bolj spokorna procesija na Veliki petek, ker v ozadju, to je moram takoj poudariti, glejte, za izhodišče sem rekel, imajo gotovo tisto praško procesijo, izrazito spokorna. In tudi ljubljanska je spokorna, kot bomo videli, kako jo Valvazor opisuje, in tudi Škofjeloška. To so izrazito spokorne procesije. No, poglejmo, kako piše Valvazor. Pravi, na Veliki petek je šla procesija od samostana skozi mesto. Odslej imajo ta obhod na Veliki petek vsako leto.
Da bi videl ta shod, se zberejo ljudje, ki prebivajo več milj od mesta, a tujci ga hvalijo, da skoraj nikjer niso videli tako lepe, pobožne in dolge procesije. Obhod je po noči z neštetimi plamenicami in baklami. Prikazuje se vse Kristusovo trpljenje in razne zgodbe iz Starega in Novega zakona. Vse to nesijo in vozijo ali pa kažejo pobožnim gledalcem peš ali na konjih. Pri tem obhodu je tudi mnogo disciplinantov ali flagelantov, ki se sami bičajo, mnogo takih, ki vlečejo za seboj velike križe, mnogo puščavnikov in podobnih drugih. Torej, tu imamo že tole navedeno, kar je potem tudi značilno za škofjeloški pasijon, namreč predstavitev Kristusovega trpljenja. Poleg tega imamo posamezne figure, tako so jih navadno rekli, ali prizore, tudi iz Stare zaveze. Število prizorov je bilo različno, tudi pri škofjeloškem pasijonu. Pri ljubljanskem ravno tako, različno. So jih različni, danes bi rekli, režiserji, to je bil magister processionis, tako se imenoval, so pač različno to urejali. Tisto, kar je posebej zanimivo, Valvazor tudi tukaj omenja, da grejo v procesiji. Vse to nesijo ali vozijo ali pa kažejo pobožnim gledalcem, torej v procesiji. To je procesijski pasijon, ali pa latinsko processionaliter. In škofjeloški pasijon je še danes taka neprocesijski in kolikor je danes po Evropi pravzaprav kar relativno veliko število pasijonskih iger, kot jim tem navadno rečejo, je pa škofjeloški nekaj prav enkratnega. Prav s tem izstopa, da je procesijski. Torej, skozi mesto, po predvideni poti, grejo ti igralci, ki predstavljajo različne prizore. V Škofji Loki so štirje kraji, kjer predstavijo te prizore, ampak to se potem vse vrsti. Torej, gre za v procesiji, ni na enem mestu, ni statično. Bičanje, prvi in drugi jud. Hola, bratje, poglejte ta trda žila, kako se mu bode okoli hrbta ovila. Očem ga tako razmesarit, kakor eno živino, da le bomo zaslišali, kaj ima za eno štimo. In drugi jud pravi, le vendar po hrbtu, da bode vse odprtu, iz gajžlami raztepeno in z ostrogami razbodeno. Njegov dejanje je le to bilo, katero je vse to dobro zaslužilo, da se bode to njegovo truplu in s krvjo potilo. No, za Škofjo Loko je znano, da se tudi začne zelo kmalu, ko nastane samostan. Glejte, samostan je bil ustanovljen leta 1706. 1707 blagoslovijo temeljni kamen, začnejo graditi samostan in cerkev, 10. se že začenja bogoslužje v cerkvi, sicer pa je cerkev po svetu šele leta 1713 škof. Kar je pa posebej zanimivo, imamo pa značilne podatke, ki govorijo o loškem pasijonu. Kdaj se je začel? Imamo namreč en dokument ohranjen iz leta 1713, torej v tistem letu, ko je bila cerkev posvečena. Dokument priča, da bi takrat bil pasijon. Ni pa datuma zraven napisanega, pač pa na nekatere okoliščine, ki jih omenja, recimo kmečke upore, pa vojne in tako naprej, vse to zelo jasno kaže, da je šlo to za leto 1713. Torej, glede na to ohranjeno pismo, ta dokument, sem jaz prepričan, da se je takrat že začel pasijon. Potem imamo pa iz leta 1715, z dne 9. aprila, takrat pa pater Romuald. Lejte, Romuald je tisti, ki obvešča župnika v Stari Loki. Stara Loka je bila pač župnija takrat, Škofja Loka še niti ni imela župnije, ne? In obvešča, da bo se pripravlja pasijon in pater prosi, naj župnik povabi, pravi, k moji procesiji vernike, ki bo sodelovali, kakor bičari, križanosci ali pa bodo nosili bakle. Lejte, tako kot pri Ljubljanskem, kot ga opisuje Valvazor.
In potem seveda priporoča sodelovanje in priporoča, da obleke potem vrnejo, ko je pasijon mimo procesija, ne? In da tudi ljudje pridejo in si ogledajo pasijon. Drugače je pa potem tisti rokopis, ki je v Škofji Loki ohranjen, tisti pa nosi letnico 1721, takrat je bil napisan 11. aprila 1721, pravi, da je procesijo na ukaz častitega očeta provincijala Krištofa iz Gradca s svojim trudom in prizadevanjem iz temeljev postavil oče Romuald iz Štandreža, redni pridigar pod gvardijanom očetom Agatangelom iz Tolmina. Torej od takrat je tisti rokopis, ki je pač ohranjen, ne? In taka neposredna priča celovita priča, lahko rečemo tudi tega pasijona. Vsekakor pa te dokumenti, kot sem jih našteval, ne, ti pa zelo jasno spričujejo, da se je pasijon začel že prej, skoraj gotovo, da je bil prvič v Loki izveden 1713. Seveda se vedno postavlja vprašanje, kako je to nastajalo. Gotovo, da je pater Romuald imel pred očmi tudi kakšne druge, gotovo da ljubljanskega, in domnevamo lahko, da je on pač na temelju vsega tega on to priredil, ker imamo tudi v Škofji Loki različno število teh figur ali prizorov, ne? Vsekakor on potem velja za tistega, ki je, kot tukaj piše, iz temeljev postavil gor. Kar je gotovo zelo zanimivo. Glejte, tukaj imam navedeno iz dokumenta 1713, poglejte, ki nam jasno spričuje pravzaprav, da je takrat bil že pasijon. On tukaj namreč navaja, odkot vse so ti igralci, torej ti ljudje, ki predstavljajo pasijon. Prvo figuro predstavljajo Bratovščina, to je za uvod. Raj, Reteče in Gorenja vas, Smrt, Bitne, prizor svetega Hieronima, Gosteče, Pungart in Hosta, Marino brezmadežno spočetje, Godešič in Lipica, Jeruzalem, zadnjo večerjo, Zminec in Bodovlje. Potem na vozu, ko peljejo, ko apostoli grejo z Jezusom, ne? To je 7. prizor, tu na tem dokumentu ni naveden kraj. Potem 8. krvavi pot, Dorfarje in Crn grob, 9. ječa, to ima Sveti duh, 10. prizor bičanje, Pevno in Moškrin, 11. prizor kronanje, Stari dvor in Virmaše, 12. prizor Jezus pred Pilatom, Trnje in Vešter, 13. prizor Kristus na križu, to ima Suha in Trata, 14. to je Žalostna mati Božja, Binkel in Fara, 15. Skrinja zaveze, to ima potem Puštalj in Vincarje in še 16. Božji grob, to imajo Gospodje meščani. Lejte, pater je imel na razpolago, torej časovno in krajevno, naj rečem, kje so bile te omejitve. Časovno. V postnem času si mislite v 40 dneh tako stvar pripraviti. Igralcev je bilo glede na število kostumov, kot so se dolgo časa samostalno ohranjali, jih je bilo okrog 280 do 290. Tole so naštete vasi, se pravi cela vrsta vasi iz bližnje in daljne okolice Škofje Loke, Sevške, Poljanske doline, tudi dol proti Medvodam. Se pravi, da je poleg meščanov tudi, ki imajo prvo in zadnjo figuro, ne? Se pravi, koliko je pater povezal med seboj te ljudi iz široke, zelo široke škofjeloške okolice. Tako da je res zelo široka okolica sodelovala zraven, se pravi preprosti kmečki ljudje, pa obrtniki in seveda tudi, kot pravi, gospodje meščani. Se pravi, gre tudi po tej plati za zelo, zelo pomembno stvar, ne? Da ljudi tistega časa tudi glede na različne sloje med seboj povezuje. Rad bi poudaril še, kakšen namen je pravzaprav imel škofjeloški pasijon, pater, ki ga je pripravljal, in še širše bi rekel tole duhovno ozadje. Že na začetku sem rekel, ne, da so kapucini pogosto, sploh v postnem času, premišljevali Kristusovo trpljenje. In zanimivo, imamo ohranjene slovenske pridige
prav iz postnega časa in nekatere mislim, da lahko povezamo prav s pasijonom. Glejte, za leto 1721 je znano v Škofji Loki, da je bil kot redni pridigar, to je bila njegova služba, to je bil pater Ferdinand iz Ljubljane. Ohranjena njegova pridiga. On je imel pridigo na Veliki petek popoldne, potem se pa razvije tale procesija. Vsekakor pa je treba poudariti, kapucini, ki so sami premišljevali Kristusovo trpljenje, so to želeli poudariti ali pa posredovati tudi ljudem, med katerimi so delovali. Se pravi, da bi tudi ljudi navedli na premišljevanje Kristusovega trpljenja in če vse skupaj povzamemo, recimo, gre za to, da se prikaže, kako Kristus trpi zaradi nas, grešnih ljudi. In celotna predstavitev trpljenja, to znova in znova se ponavlja v posameznih prizorih, vabilo grešniku, grešnemu človeku, naj se odpovedi grehu, naj dela pokoro, naj se spreobrne, naj začne drugače. Jasno, da je vse v smislu danjega, jaz bom rekel, časa, duhovnega, kulturnega konteksta. Istočasno naj pa poudarim, da je to pravzaprav stvar, ki je vedno aktualna. Vedno znova se človek, ki kolikor toliko saj razmišlja, misli o sebi, o okolju, o svojem okolju, vidi, koliko je greha, čeprav se greha je za mnoge kar pohujšljivo govoriti o grehu, pa vendarle vemo, koliko je greha tudi danes med nami vsemi ljudmi in kako je potrebno, da bi se stalno spreobračali. Vidite, naši mediji nam stalno dan za dnem govorijo o grehih, o korupciji, o goljufiji, o maščevalnosti in tako naprej. Še naštevajo. Ne? To so stvari, ob katerih tudi danes ima pasijon, veste, svoj pomen in svoje vabilo. Ostaje še vedno znamenje časa, ki človeka vabi v vsakem času, v vsakih okoliščinah, da bi postajal drugačen, da bi postajal boljši. Sebi v dobro in v dobro ljudem, med katerimi živi. To pomeni, da je dejansko pater Romuald zapisal pasijon na podlagi izkušenj, ki jih je imel iz prvih let. Ja, besedilo samo imamo tole iz leta 21, ne moremo pa drugače seveda sklepati, kot da je pater Romuald povzel vse tisto, kar se je že vrsto let dogajalo. Se pravi, da ni tisto prvi začetek, zdaj se je pa začel se je nedvomno že prej, takrat je pa 21. je pa pač tisto zapisano. In je treba tudi reči, to je tam, če vzamete v roke, tale rokopis, vidite, to je res kaligrafsko napisano, ni kar tako nekaj na hitro, v lepi, razumljivi slovenščini. Če vi danes berete pravzaprav tu in tam kakšno besedo, predvsem mlajša generacija se sprašuje, kaj pa to pomeni, pa v glavnem je vse krasno razumljivo, seveda pa je jasno je pa tudi, da je tu škofjeloško narečje, da se tu dobro vidi, da je tudi jezikovno gledano tega lokalnega značaja oziroma lokalno obarvano. Glej človek, Pilat in dva Juda. Poglejte, ljudje, ali je človeku podoben le ta, kateri je od nog do glave poln špota, katerega ste vi tako grozno odrli, jeno neusmiljeno njegov život odprli. In zdaj bi se vam jemu še enkrat smilit, jeno nikar njega tolkan k te smrti silit. Dokler sedaj nima več podobe za kralja bit, jeno per letem miram bi ga jemeli pustit. In potem dva Juda, na križ ga postavi, križaj ga, jeno nikar veliko ne šparaj ga, dokler on prijatuje teh grešnih ljudi, jeno grešiti z njimi se ne zamudi. Spet Pilat, vzemite tedaj vi njega, jeno križajte le tega, dokler per njemu ne najdem nobene krivice, jeno per vas obene poštene pravice.
Doktorica Monika Deželak-Trojar, klasična filologinja in zgodovinarka, sodelavka Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je preučila ločene, vložene liste v besedilu pasijona, ki kot vabila in drugi teksti določajo čas in okoliščine uprizoritev. Do danes se jih je ohranilo 10, nastali so v obdobju od leta 1713 do okrog leta 1765-66. Problem listov ob kodeksu je, da je po pričevanjih dosedanjih raziskovalcev sodeč njihovo število variiralo. Mantovani in Kalan sta jih omenjala 11, Kidrič 6, Koblar 10. Opisi listov, ki so jih pripravili omenjeni pisci, se razlikujejo, zato se zastavlja vprašanje, zakaj so nekateri tekom let zavedno izginili, nekateri pa so se znova pojavili. In glede na sledi poznejšega urejanja na teh listih, je mogoče sklepati, da jih je bilo še več, vsaj 15. Ti listi so pomembni, še posebej povabilna pisma, so pomembni zato, ker prinašajo številna nova spoznanja o času nastanka procesij, o poteku, recimo točni čas začetka procesij, o sodelujočih, o voditeljih, o sami opremi, očitno pa namigujejo tudi na možnost, da so že pred letom 1721 pasijonske procesije potekale v slovenskem jeziku ali vsaj dvojezično, se pravi slovensko-nemško. Posredno pa nakazuje tudi obstoj slovenske terminologije pasijonskih procesij pred letom 1721. Najpomembneje pa je, da to gradivo s sklicevanjem na utečene stare navade in prakse, ki predpostavljajo predhodne uprizoritve, potrjuje sklepanja, da tradicija prirejanja spokojniških procesij sega v globljo preteklost pred leto 1721. Za samo tradicijo škofjeloškega pasijona sta najpomembnejša 2 lista. Pismo neznanega voditelja loške procesije iz leta 1713. To povabilno pismo je brez navedbe avtorja in letnice nastanka. Se pa v tem vabilu omenjajo vstaje in nemiri med prebivalstvom, ki jih je časovno mogoče povezati s tolminskim kmečkim uporom leta 1713. Na podlagi te posredne datacije je bilo mogoče ugotoviti, da to vabilo predstavlja najstarejše ohranjeno pričevanje o škofjeloških procesiji. Pravilno zgodne datacije pa posredno daje tudi omemba bratovščine svetega Rožnega venca, ki je bila takrat skupaj z bratovščino svetega Rešnjega telesa soustanoviteljica te procesije. Pozneje v samem kodeksu se kot ustanoviteljica omenja samo bratovščina svetega Rešnjega telesa. Je pa zanimivo, kljub temu, da gre za najstarejše znano pričevanje o loški pasijonski procesiji, da se tukaj pojavljajo formulacije, ki nakazujejo, da leta 1713 ni šlo za prvi tovrstni primer, ampak so bile procesije očitno že ustaljene in dobro uveljavljene. Pisec namreč pove, da se procesija prirejajo vsako leto na Veliki petek ob 4 popoldne. Ne omenja točne ure, kdaj naj se sodelujoči izberejo, ampak naroča, naj se pravočasno zberejo in na običajnem kraju. Nakazuje tudi na uprizoritev prihodnje leto in omenja novega voditelja procesije. List 1 je pa pomemben tudi zato, ker prinaša 2 seznama podob pasijonske procesije, enega med samim besedilom, enega pa na hrbtni strani. Tisti med besedilom je prvi znani tako ohranjeni seznam z naštetimi 15 prizori procesije, na hrbtni strani pa še en seznam, ki ga ni mogoče natančno datirati, ampak sklepam, da je nastal po letu 1713. Posebnost tega drugega seznama je, da so naslovi nekaterih podob navedeni v slovenščini, kar bi lahko nakazalo možnost, da so že pred letom 1721 pasijonske procesije potekale v slovenskem jeziku ali pa vsaj slovensko-nemško dvojezično. In to hkrati nakazuje in potrjuje obstoj slovenske pasijonske terminologije. Zanimivo je tudi to, da so nekatere navedbe podob videti nepopolne, kot bi šlo za navajanje splošno znanih ključnih besed. In to je lahko le še dodaten dokaz za to, da procesija ni mogla biti isto leto novost. Drugo povabilno pismo je pa iz leta 1715, napisal ga je pater Romuald, je najbolj literarno in besedno najbolj izbrano napisano. Je podpisano, je datirano, problem pa je, da ni naveden kraj nastanka. Mantovani in Kidrič sta trdila, da se vabilo nanaša na ljubljansko procesijo, Koblar in Kalan pa, da sta ga povezovala z loško. V prid Škofje Loke najbolj zgovorno govori omemba, da je oprema za procesijo revna in preprosta. Takšna oznaka je bila za Ljubljano, kjer je procesija
potekala že 100 let nesmiselna. In v tem pismu se tudi poudarja spokorniški značaj procesije. Zaradi teh dveh indicov in zaradi sklepanja patra Benedika, da je Romuald kot pridigar v Škofji Loki deloval že leta 1715, sem sama to pismo datirala in locirala v Škofjo Loko. To pismo potrjuje, da je besedilo pasijona, kot se nam je ohranilo v kodeksu pasijona, začelo nastajati najpozneje leta 1715. Zgovorne so namreč Romualdove besede, da vabi k svoji procesiji, ad processionem meam. Se pravi, da je pasijonska procesija, kot jo poznamo iz zapisa v kodeksu iz leta 1721, ni Romualdov prvi poskus, ampak temelji na njegovih predhodnih uprizoritvah. Poleg teh dveh pisem je pa še zelo zanimiv še 6. list, fragment Kristus nese križ. Ta fragment je del neohranjene, mlajše, lahko pa tudi starejše verzije pasijona, v kateri so bili ti verziji umeščeni za 13. podobo. V samem kodeksu pasijona pa so del 9. postaje. Literarni vidik besedila škofjeloškega pasijona je preučeval docent dr. Matija Ogrin, raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Besedilo škofjeloškega pasijona je ohranjeno v kodeksu s platnicami nekdanjega loškega gospostva in že tiste platnice nakazujejo, da je imel ta kodeks neko dolgo predzgodovino. Pravzaprav je bilo potrebno besedilo šele datirati, čisto točne letnice namreč nimamo. Prvi list, na katerem je kronogram z letnico 1721, je namreč nastal ločeno od celotnega kodeksa. In zato ne moremo celega rokopisa datirati po tem enem samem listu, ki je napisan z drugo roko in iz drugega papirja je narejen, kot pa preostala knjiga. Skratka, ko smo pripravljali kritično edicijo škofjeloškega pasijona, je bilo treba pasijon šele ponovno datirati. No in potem smo po raznih kriterijih ugotovili, zlasti glede na formulacije, ki se nanašajo na pravno dikcijo, pravna določila, kako naj procesija poteka, sprejeta na kapitlih jezuitskega reda. Iz tistega sledi, da je bilo besedilo zapisano med leti 1724 in 1727, ampak tekst sam je pa že starejši. To se pravi, da so nekje njegovi izvori v 17. stoletju in potem to preraste in pater Romuald preoblikuje v nekem daljšem procesu dopolnjevanja, preurejanja v sedaj znani ohranjeni tekst. Ime škofjeloški pasijon je nastalo razmeroma pozno. Šele z izdajo faksimila v letu 1972, ko je literarni zgodovinar France Koblar poskrbel za izdajo tega faksimila in mu je dal naslov škofjeloški pasijon. To je prva pojavitev tega imena. Prej tekst ni imel imena, ime pa je seveda imela ta pobožnost Velikega petka, ki so jo imenovali loška procesija. In še zdaj starejši Ločani vedno tej prireditvi rečejo procesija, ne pasijon. Šlo je torej za spokorno procesijo, za spokorno pobožnost kot del priprave na Veliko noč, kjer se premišljuje celoten lok duhovne zgodovine od Adamovega in Evinega padca v izvirni greh prek Jezusovega prihoda in odrešilnega delovanja, s katerim mora Jezus pravzaprav z odrešilno žrtvijo razrešiti, odkupiti krivdo človekove te prvotne nagnjenosti k slabemu, ki jo izraža pojem izvirnega greha. In v tem loku notri se odigra velika drama pasijona po bolj ali manj ustaljenih postajah, tako rekoč križevega pota, če smemo tako reči, to se pravi spomin na Jezusovo trpljenje je imel določeno strukturo, ki se je izoblikovala z veliko variacijami in zanimivimi posebnostmi in razlikami.
od srednjega veka naprej do moderne dobe, zgodnjega novega veka, vendar pa je v njem tudi marsikaj takega, kar pa izvira iz širše pasijonske tradicije. To se pravi iz manj nekanoničnih elementov. Eden od takih, recimo, literarnih elementov je, ko se pojavi pod križem Cupido, to se pravi Amor. To je težko razumeti, če ne upoštevamo, da je običajno škofjeloški pasijon in vse druge te pasijonske procesije so potekali le kot pobožnost, ki je sledila pridigi v cerkvi. In v pridigi je bilo marsikaj povedano, kar je pravzaprav bilo kot nekakšen okvir razumevanja celotne pobožnosti. In če gremo brat Janeza Svetokriškega, vidimo, da je v njegovi pridigi na Veliki petek, tam nastala je nekaj pred letom 1695, so obsežne meditacije o Jezusovi ljubezni do grešnega človeka in citati iz srednjeveških mislecev Katarine Sienske in drugih, naprimer, nobeno železje bi ga ne bilo zadržalo na križu, če bi ga ne zadržala ljubezen. Potem citira Svetokriški svetega Bernarda, pravi, o sila ljubezni, ali je potem takem najvišji od vseh, to se pravi Kristus, postal najbolj ničen. Kdo je to naredil? To je naredila ljubezen, nije bolj večje sile, kot je ta. Ljubezen zmaguje tukaj nad Bogom. In prav ta zmaga ljubezni nad Bogom, to je seveda literarna prispodoba, se izrazi v tistem Cupidu, to se pravi Amorju pod križem, ko Cupido pravzaprav zveže, rani in premaga Kristusa. To se pravi, tukaj je neko teološko globlje ozadje, ki ga je pridiga razlagala, bila njegovo pojasnilo in je bilo to ljudem zaradi tega razlagalnega okvira povsem jasno. In so razumeli točno, kaj je bila zdaj vloga tega Cupida, ki je pod križem, kjer je Kristus križan, rekel naslednje verze, in to je v škofjeloškem pasijonu tukaj zelo poetično povedano. Kdo je bil vojščak leta, kateri je premagal Boga? Boga tako močno ranil, nobeden ni tako močen bil, kakor ta ljubezen velika. Je zvezala brez vsega štrika, tega, kter ne more ranen biti, se je pustil od mene zvezate je naronite. Za ta greh zadoste strite, tega zvezanga odrešite. Farizej in Pilat. Je naša zapoved Oče le to, da on ima umreti zato, dokler on se je Sin Božji delal, je notolkan od nas zapeljal. Križaj ga in k smrti ga obsodi, da on nam ne bode k večji škodi, jenu okutinega živega pustiš, tako postave cesarjeve ne držiš. Pa spet Pilat. Tedaj moram jaz po vaši voli ga k smrti obsoditi, oko očem jaz pred cesarju še v gnadi biti. Torej, več je takih tem, ki izvirajo iz širšega duhovnega ozadja, teologije in iz pokornih pobožnosti in jih škofjeloški pasijon potem tematizira v takih živih, slikovitih, čutnemu dojemanju primernih predstavah, podobah, po katerih so v vernega človeka vstopale te duhovne vsebine na tak zelo poglobljen, psihološko prepričljiv način. In zato so bile te igre zares tudi priljubljene, to so bila velika kolektivna in osebna doživetja v srednjeveških in poznejših mestih. In ni čudno, da je bilo tako tudi v Škofji Loki vse do poznega 18. stoletja, ko so prišle stopnjujoče se in čedalje ostrejše prepovedi razsvetljencev, razsvetljenskih oblasti, ki so začele te baročne pobožnosti preganjati in zatirati. Pozneje, kot vemo, so prišle tudi
prepovedi in razpust bratovščin, celo razpust številnih samostanov in podobno. Torej v tistem razsvetljenskem nekako navalu racionalizma, ki je bil negativno nastrojen do duhovnih, mističnih elementov baročne dobe, se je marsikaj izgubilo in žal tudi besedila drugih dokazano obstoječih pasijonskih pobožnosti na Slovenskem. Pater Metod Benedik je na primer izsledil podatke o podobnem pasijonu v Radgoni. Forma pasijona je torej baročna dramska pesnitev, zasnovan je po zelo uveljavljenem verznem vzoru, to je iz nemške književnosti, tako imenovani Knittelvers, ki ima gibljivo število zlogov, lahko večje ali malo manjše, z vsaj 2 poudarkoma. Pomembno je, da so ti verzi urejeni v rimanih dvostišjih, v zelo lepih rimah, ki dajejo nekak notranji dinamizem tej pasijonski metriki. In celotna struktura te pesnitve je nekako zasnovana v 2 perspektivah. Človeški, v kateri se nastopajo apostoli, ljudje, zlasti pa seveda mučitelji in preganjalci Jezusa, tudi na primer pogubljena duša, pa seveda hudobni duhovi, ki skušajo vplivati na ljudi, in pa v božanski perspektivi, ki jo predstavljajo angeli in v bistvu kaže na neko višjo perspektivo razrešitve nasprotij med dobrim in slabim v smeri večnosti in človekovega poslednjega cilja. In ta dvojna perspektiva je res mojstrsko kondenzirana v samih replikah, kjer se pogovarjajo angeli in navdajajo usmeritve in napotke človeku v to obsežno, bi rekli, draperijo duhovne refleksije, pa so potegnjene tudi bratovščine, cehi in tako rekoč celotna socialna sestava tedanjega loškega mesta in loškega gospodstva s pripadajočimi vasmi, kajti vsaka vas je imela neko določeno vlogo pri posameznih podobah. Škofjeloški pasijon je gotovo najstarejše v celoti ohranjeno dramsko besedilo na Slovenskem. Je pa zanimivo, da se je ob njem v zadnjih letih, zelo zdaj neposredno v zadnjem času, pojavil tudi pasijon iz Železne Kaplje na Koroškem, torej Kapelski pasijon, ki je kot rokopis precej mlajši. Rokopis Kapelskega pasijona je nastal šele ob koncu 18. stoletja, vendar pa je spet tako, da je besedilo v tem kapelskem rokopisu precej starejše. No in to, kako staro je to kapelsko besedilo, je pa še predmet raziskav. S pokojnim profesorjem Prunčem, Erikom Prunčem, s katerim sva pripravila kritično izdajo Kapelskega pasijona, sva za zdaj lahko prišla do tega, da je bil velik del Kapelskega pasijona redigiran, to se pravi preurejen v jožefinski dobi, se pravi tam nekje okrog 1770-80, da bi ga prireditelj rešil pred razsvetljenskimi prepovedmi in ukinitvami. Vendar poleg tega redigiranega dela Kapelskega pasijona ostajajo tudi mnogo starejši elementi, naprimer dvogovor med Marijo in spokorjenim grešnikom ali monolog smrti, slovo Jezusa od Marije, potem pa na koncu samega besedila pogubljena duša oziroma duša na sodbi, tehtanje duše na sodbi s svetim Mihaelom. Ti prizori so v Kapelskem pasijonu zelo stari in so verjetno iz 17. stoletja iz jezuitske dramatike, ki se je večji del izgubila, ampak ravno v tem kodeksu Kapelskega pasijona so se pa nekateri odlomki ohranili. No in ti posamezni elementi v Kapelskem pasijonu, ti so verjetno starejši od škofjeloškega. Vendar pa je škofjeloški pasijon kot celota še vedno najstarejše
celotno besedilo. Marija 7 žalosti, apostol Janez pod križem. O moj star Jezu Kriste, k višnju ostanejo besede ta iste. Rajši očem življenje pustiti, kakor tebe nikar ljubiti. Proti tebi moje srce gori, kateri je ožgala tvoja rešna kri. Kateri tebe začne enkrat ljubiti, se ne more več ljubezen ugasiti. Ti pri meni more goreča ostati, je na očem moje srce v tvoje dati. Je bilo to tudi vabilo vam, da ste se odločili obnoviti pasijon v modernem času? Ja, veste kaj, z nekaterimi prijatelji smo veliko o tem razmišljali, govorili. Moram reči, da sem se sam tudi ukvarjal s tem pasijonom škofjeloškim, pravzaprav že kot izhodišče, ne, da sem vzel to dejstvo, da je v Škofji Loki ohranjeno to prvotno besedilo, ki je najstarejše slovensko ohranjeno dramsko besedilo in bi rekel že iz spoštovanja do tega, do te bogate kulturne in duhovne dediščine, mi je to narekovalo, da bi kazalo nekaj spet narediti. No in potem so se našli ljudje, ena taka skupina, tu ne seveda posebej poudarjam, prvega režiserja Marjana Koklja, on je zdaj pri jezuitih, pa potem tole prvo ekipo, ki je bila sicer zelo majčkena, ampak izredno delovna, izredno prizadevna ekipa. Si mislite, da so ti ljudje potem spravili, naj rečemo, pogon, tole široko množico ljudi, ki ni ostala samo pri teh, kot je imel Romuald, 280 do 290, ampak je šlo čez 500, 600, zdaj v zadnjih priredbah pasijona je tudi čez 800 igralcev. In pravim, to je bilo seveda, moramo reči, velikansko delo, ampak hvala Bogu, da so ga dobro opravili. Tisto, kar se mi zdi pri vsem še posebej pomembno, je dejstvo, da je Škofja Loka, torej Ločani, ne samo striktno meščani, ampak širše Ločani, tudi obeh dolin, vsi ti ljudje, da so to sprejeli, spet vzeli kot svojo bogato kulturno in duhovno dediščino, ki je vedno sodobna, kot sem želel poudariti, ki je po eni strani bogastvo izdane preteklosti, ki nam priča, da je bila naša slovenska preteklost, naši konkretni tukajšnji ljudje bogati v svoji kulturi in duhovnosti in da je to še danes in da je to še danes za nas sporočilo za naš čas. In da se lahko, konec koncev, lahko tudi ponosni pred širšim svetovno javnostjo, da imamo tako kulturno in duhovno bogatstvo. Jaz moram reči, ko sem sprejemal v Škofji Loki v samostanu razne tujce, turiste, romarje, z najrazličnejših evropskih krajev, pa z Nemčije, Avstrije, Italije, tudi z Anglije in tako naprej. Pa sem jim malo predstavil, pasijon, pa seveda vse drugo tole knjižno izročilo, vse tole bogatstvo. Jaz moram reči, da sem, mislim, upravičeno poudaril, da mi Slovenci v ničemer ne zaostajamo za drugimi evropskimi narodi, kar zadeva kulturo, kar zadeva duhovnost, se pravi tole raven, ki je pravzaprav za narod najpomembnejša. Mi nimamo močne vojske kot Nemčija ali pa Francija, imamo pa lahko rečemo močno kulturo, močno duhovnost nekdaj in tudi danes. Tako da upam trditi, da smo z ostalimi evropskimi narodi v tej zadevi na enaki ravni, smo enako vredni in tudi z veseljem pokažemo to. In moram tudi reči, da so se pri teh predstavitvah, prva je bila 1999, no potem so se vrstile naprej, zdaj se začela pripravljati 2021, da so vedno prišli tudi tujci iz številnih krajev. Istočasno je pa Škofja Loka tudi povezana
s temi številnimi mesti po Evropi, kjer prirejajo pasijonske procesije, tako da se je počasi ustvaril en krog teh prijateljev raznih mest, ki se občasno tudi dobivajo, skupaj sodelujejo pri raznih priredbah in v Škofji Loki imamo tudi potem, bi rekel, kot stalno, kot temu nekateri radi rečejo, pasijonska kondicija, da se ohranja, so tudi razne publikacije, pasijonski doneski in še kaj drugega. Skratka, škofjeloški pasijon res postaja last, bi človek rekel, Škofjeločanov, širše gledano prebivalcev Loke in okolice in njihova bogata kulturna dediščina iz preteklosti, dediščina, ki je zgovorna tudi za danes. Kar zadeva 300-letnico, na katero se v Škofji Loki po vsej pravici z vso pozornostjo in veseljem pripravljajo, je reči k temu to, da jubileji seveda imajo to vlogo, da obujajo nek kolektivni spomin in zavest na pomembno kulturno izročilo. Pomembno je pa zlasti to, da se ob takih jubilejih vračamo k duhovni vsebini samega besedila. Ta vsebina je pa podana v čudoviti literarni formi, ki predstavlja eno od vrhunskih baročnih pesnitev v slovenski literaturi in je v tem smislu tudi popolnoma enakovredna literarno-estetska umetnina drugim besedilom iz te dobe in je zlasti zato zares zaslužno in primerno, da je bila uvrščena tudi na seznam te duhovne dediščine, nesnovne dediščine UNESCO. To je bila oddaja iz cikla Mejniki identitete z naslovom Škofjeloški pasijon. O njem so govorili pater dr. Metod Benedik, teolog in zgodovinar, doktorica Monika Deželak-Trojar, klasična filologinja in zgodovinarka, sodelavka Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, in docent dr. Matija Ogrin, raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Oddajo sva povezovala Matjaž Romih in Ana Bohte, tonski mojster je bil Jernej Boc, avtor pa je Ivan Merljak. Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.